Dober dan vsem skupaj. Z nami današnja tema je zelo zanimiva, saj meni se zdi zanimiva, a ne. To je dostopnost dobrin in storitve za ranljive skupine na podeželju. Jaz, ko sem pol malo razmišljal, sem rekel, pravzaprav saj je to pa res zanimivo, ne. Mi meščani sploh ne razmišljamo, ne, kako se te stvari ovire in to, oziroma te stvari dogajajo na podeželju v manjši skupnosti, a ne. In bi potem smo rekli, je pa Igor rekel, da ima ta projekt, a ne. In sva se potem dogovorila, da bo Igor Milevec in MDSS Nova Gorica, da bo to Igor predstavil. Igor, zdaj beseda je tvoja, izvoli. No, in lep pozdrav tudi v mojem imenu pa v imenu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih. Res, mi kot društvo se že več let ukvarjamo z dostopnostjo. Kot veste, sodelujemo v vseh možnih področjih dostopnosti na vseh občinah, tako smo sodelovali pri prometni strategiji, pobudniki smo tudi strategiji dostopnosti za tako prostor, storitev in informacije. Kot prva je o tem na širše naredila strategijo Mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina, za te zadeve poznam predvsem na severnem Primorskem. Vemo, da je to še zmeraj tabu tema, predvsem za nas, kajti predvsem ugotavljamo, da imamo težave z arhitekti, predvsem tistimi, ki dejansko bi mogli največ vedeti o dostopnosti, pravzaprav razmišljati, da dostopnost, če nam bodo omogočili dostopnost do recimo objektov, bomo tudi mi slepi in slabovidni bolj samostojni, na koncu koncev tudi druge ranljive skupine. Las v objemu sonca, to so Lasovi projekti, ki so financirani z Evropske unije in ministrstvo in bi rekel Republika Slovenija, to so manjši projekti, predvsem govorijo o podeželju in pobudo 3 občin, to se pravi občine Brda, občine Nova Gorica in občine Šempeter, smo mi prevzeli vodenje projekta Dostopno podeželje. Iskali smo, moraš imeti pa tudi gospodarsko družbo zraven, to je Videopro, ki je posnel film, ki ga bomo kasneje videli. S projektom smo se začeli ukvarjati leta 2017, to se pravi, razmišljamo, to je 4 leta mimo, 2 leti smo rabili, da smo prišli do podpisa pogodbe. Predvsem se pa tle dejansko gre, da moramo pokriti vsa področja ranljivih skupin, saj želja nam je bila, ampak kadar smo prišli do podpisa pogodbe in kadar smo z projektom začeli, nam je pa prišel nasproti COVID, ki nam je ogromno zadev omejil. Predvsem nam je omejil delavnice, kjer smo hoteli skozi delavnice predstaviti razne težave, pravzaprav pa tudi možnosti oseb na podeželju. Tle se štejejo tudi starejši otroci, mamice z vozički in vsi ostali. Recimo na severnem Primorskem kot mestna občina je dejansko vas Šempas, recimo zanimivo Šempeter, ki je pa dejansko noter kot mesto Šempeter in Vrtojba. To so pač taki sistemi preko tega Lasovega projekta. V Brdih je pa dejansko vas Kojsko in dejansko Dobrovo, ne. To je bilo res, bi rekel, omejeno, rabili smo pa tudi nekaj oprejemljivega, sredstev je zelo malo, moraš imeti vsa dovoljenja, tisti, ki se s projekti ubadamo, vemo, kaj to pomeni, tako da smo se dejansko osredotočili na 3 točke, to se pravi, naredili smo strategijo dostopnosti za zdravstveni dom Brda in zdravstveni dom Šempeter, kjer smo dejansko tudi bi rekel, prilagodili predvsem table, napise za osebe z okvaro vida. Govorimo predvsem za slepe, ampak predvsem za slabovidne, ne, za slepe itak ponavadi ne pridejo sami, ampak predvsem smo želeli, da se iz teh tabel dajo razne reklame, razni napisi odvečni in vam moram reči, da imeli kar težave tudi, ker povsod zahtevajo, kjerkoli delaš na teh projektih, recimo, ne vem, napis ambulanta, ne vem, ambulanta za slabovidne ali pa kaj takega, so hoteli imeti zraven napis, kdo to financira in tako naprej, ne. Mi smo se pa tlelih ravno vztrajali, da
teh napisov dodatnih ne potrebujemo, da ti, ko prideš v zdravstveni dom, je fajn, da veš, kje je ambulanta in da dejansko lahko prebereš tisti, ki pač nekaj brlimo sami. In tako da to nam je, da bi rekel, v celoti uspelo. V obeh objektih smo to prilagodili. Naredili smo strategijo dostopnosti tudi v sami vasi Šempeter in skupaj Kolsko-Dobrovo. To je strategija, ki dejansko, bi rekel, je napovedana za naprej, da smo dejansko predlagali rešitve, izvajalci je bil to zavod Dostop, ki so ga pač dejansko mogli občine, ki so bili partnerji v projektu, mi smo pa dejansko to zadevo koordinirali. No, želeli smo si pa tudi narediti en film, ki ga bomo potem kasneje malo videli, kjer bi dejansko opozorili na dostopnost na podeželju. Nažalost nam je COVID ogromno teh zadev, bi rekel, odvzel, kaj vemo, da nismo mogli izvajati delavnic, pravzaprav raznih ogledov, pa maske, pa ono, pa tretje, pa četrto, no, vse tisti, ki vemo, kaj danes to pomeni, tako da smo to provali tudi speljati, tudi podaljševali projekt. Zdaj, predvsem projekt se je skončal z mesecem oktobrom letos, tako da mi smo dejansko zaključili s filmom. Zaprosili smo pa vseeno ministrstvo, če nam še odobri, recimo, ampak ne več z financiranjem, ampak izvedbo delavnic po občinah. Pravzaprav ena zadeva je tudi današnji Zoom, kjer dejansko ozavestimo pravzaprav tudi na koncu tudi z vami, ki dejansko živite na vasi, ki imate določene izkušnje, izmenjamo neke izkušnje in da dejansko opozorimo ljudi, da smo na podeželju tudi slepi in slabovidni. Mogoče, če veste, mi imamo predčasno tudi projekt z roko v roki s policijo, predvsem ta govori o varnosti slepih in slabovidnih v domačem okolju in to je zelo uspešen projekt, ki smo ga samo nadgradili. Gre se pa za to, da v vaseh, kjer je potrebno, nam pomaga tudi policija z razgovori raznimi pač posamezniki, da o tej zadevi ozavestijo. Projekt je bil zelo široko zastavljen, ampak se pravi, nas je omejil in tako da mislim, no vem, boste pač vi ocenili, jaz sem zadovoljen glede na situacijo, ki smo imeli na razpolago, da se razumemo, bi pa lahko z projekta lahko naredili več, ampak zanimivo je to, kadar to je naš prvi projekt, to je zelo zoprno, kajti dejansko bolj kot ti želiš logično in dejansko delati za uporabnike, se moraš boriti za administracijo, pravzaprav s tistimi kazalniki, ki so, bi rekel, marsikdaj skregani z logiko, kar mi potrebujemo, če se razumemo. No, uspelo nam je pa tudi to, kdor pozna umetnost slabovidnostjo, to je knjiga, brošura, ki je izdala Diopta, smo jo mi skozi ta projekt posodobili, umetnost življenja z okvaro vida, da se jo tudi dobi, Dušan jo ima, zdaj jo tudi prikazuje, Dušan jo ima tudi na spletu, je tudi v fizični obliki, tle smo pa dejansko dali poudarek ne na slepih, mislim ne za nas, ampak za ostalo javnost, da smo opozorili ne samo kateri pripomočki so, dejansko res smo opisali tudi naš program rehabilitacije, tudi opisali slepoto in slabovidnost posebej, dostopnost posebej in omenili tudi javne ustanove, pravzaprav ustanove, ki se dejansko ukvarjajo s slepoto in slabovidnostjo. Namenjena je pa, bi rekel, ostalim, ki prihajajo v kontakt s slepimi in slabovidnimi, pravzaprav, da dejansko vejo, s čim se mi ukvarjamo, s kakšnimi težavami se dejansko soočamo. Glavni avtor je bil tlele Peter Rot, to je tiflopedagog, potem zavod Dostop in Diopta, no, normalno nosilec projekta je bil pa, mislim, brošure je pa Mestno občinsko društvo slepih in slabovidnih, dejansko financirano je bilo pa, kot smo rekli, iz projekta Dostopno podeželje, kot katerem danes govorimo. Jaz bi imel toliko, mislim, tema je zelo široka, sigurno je, kot smo rekli, mi smo že tudi zdaj ob dnevu Bele palice, kdor je spremljal pri nas, opozarjali na podeželje, kajti vemo, da podeželje je specifika, recimo čisto konkretno,
kraj Kojsko, vam povem, da mislim, kadar smo imeli ogled skupaj s slepimi, smo se srečali enih 3 kamioni, otroci, slepi in slabovidni vozila na cesti. Zdaj si predstavljate kaos, kjer je bilo pa prehoda samo za eno vozilo. Ne? In na to smo hoteli opozoriti, da na podeželju je treba zadevo gledati drugače, ne, tudi iskati druge možnosti, na koncu ali organizirati prevoz, to govorimo predvsem lokalno, ali pa da drugemu, mislim, različne možnosti za osebe, ki živijo v manjših krajih. Na koncu, jaz sem zmeraj rekel, če bodo dejansko znali pomagati ljudem, ki niso v samem centru, pa čeprav vemo, da dejansko tudi večja mesta, vemo, s čem se zdaj borimo, predvsem s temi boji, z kolesarskimi stezami, pa z vsem ostalim, ker enkrat je kolesarska na levi, enkrat na desni, tako da je to kar velika težava. Na koncu največjo težavo pa še zmeraj ugotavljam, manj tudi, če se zdaj občine odločijo za pomoč, imamo pa z arhitekti, ki dejansko še zmeraj razmišljajo, da slepi in slabovidni teh zadev ne potrebujemo. Jaz bi to na kratko recimo povedal o tem projektu. Ne. Ok, Igor, hvala. Bomo zdaj si film gledali. Jaz bi sam še to dodal, da tole knjižico, ko sem jo poslal, sem jo včeraj sprintal in sem jo odnesel in je zdaj skupaj z razstavo v Zagorju. Oprosti, Dušan, knjižica je v Diopti, mislim, da je tudi na Zvezi. Zveza je vzela nekaj knjižic, tako da se je dejansko že dobil v fizični obliki. Aha, no, jaz sem jo sprintal. To je čisto nova, no, super. Jaz sem jo včeraj odnesel in je zdaj to v galeriji Medija v Zagorju, kjer je tudi razstava Onstran svetlobe, se pravi te dela slikarskih in fotografov, ki potuje po Sloveniji. Kdor pa želijo, pa lahko tudi ti, recimo, mi pač dovolimo, da se tudi... Prosim, da izklopite mikrofone, da ne bo probleme. Ja, tako, če bo kdo želijo, lahko pri meni dobi, drugače pa tudi v fizični obliki, tako kot si rekel. Dobijo pa tudi na društvu, če bi dorabo, ni problema in tudi dostavimo. No, evo. Tako, se pravi, zdaj si bomo film gledali, Igor, ne? Film je... Tako. No, in potem pa kar dejmo. Evo, po filmu se pa slišimo. No, kaj zdaj? Jaz zdaj film, zdaj bom naštimo film. Je, ok. You are sharing, čakaj, kaj zdaj? Ok, evo. Se sliši, ne? Vidi tudi, ok. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih je začelo že leta 1948 s svojim poslanstvom. V zadnjih 10 letih smo svoje poslanstvo nadgradili z rehabilitacijo slepih in slabovidnih v domačem okolju. To je v okolju, kjer naše osebe živijo in tako tudi pridobili v letošnjem letu iz strani Ministrstva za delo verifikacijo programa, tako da smo prvi v Sloveniji, ki na lokalni skupnosti delamo z slepimi in slabovidnimi strokovno. Odločili smo se za LASO projekt Dostopno podeželje, kjer bi radi opozorili na problematiko v podeželju, da je treba v vsaki lokalni skupnosti, v vsakem kraju posebej obravnavati vsako področje, tako iz strani dostopnosti do prostora, storitev in informacij, in tako bomo tudi skozi ta projekt pokazali, da je vsaka zadeva specifična in da jo je treba posebej obravnavati. Projekt poteka v 3 občinah, Nova Gorica, Šempeter, Brda. Dejansko to je projekt v krajih, kjer moramo dejansko obravnavati lokalno skupnost, to je Šempas, Dobrovo, Brdih, Kojsko in občina Šempeter. Poudarek smo imeli na ureditev zdravstvenih domov, da bojo postali prijazni za osebe, ki imajo težave z vidom. Naredili smo strategijo dostopnosti zdravstvenega doma Šempeter, strategijo dostopnosti občine, mislim v občinah Kojsko, v vasi Kojsko in Dobrovo, in dejansko predvsem razne izobraževalne delavnice, kjer smo opozorili za ljudi, ki dejansko imajo težave, s kako pristopiti z osebam, ki pač dejansko živijo v njihovem okolju, tako na področju turizma in gospodarstva,
raznih področij, ki dejansko pač to potrebujejo. Slepimi in slabovidnimi člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih iz Nove Gorice smo se zbrali pri stari šoli v Šempasu. Tam smo najprej prečkali zelo prometno cesto in se podali po zelo ozkem pločniku proti domu krajevne skupnosti. Na tej poti smo že naleteli na prve ovire, ki so jih predstavljali predvsem neobrezano drevje in grmovje. Pri domu krajanov je bila druga ovira, in sicer neoznačene stopnice. Od tam smo pot nadaljevali mimo pošte in po ozkih ulicah do osnovne šole. Pot smo pa sklenili spet pri stari šoli. Glede dostopnosti bi tle lahko rekla, da na tej poti smo res naleteli na kar nekaj ovir. Predvsem so to predstavljali napačno parkirani avtomobili in kmetijska mehanizacija. Pri pošti smo pa imeli največji problem s parkiranimi avtomobili. Jasno pa je, da na podeželjih ta infrastruktura ni niti tako natančno načrtovana, kot je na primer v mestih. V okviru projekta sta bila v Šempasu izdelana tudi dve informacijski tabli. Tukaj zdaj stojimo že pri eni izmed teh dveh. Te table so prijazne tudi slepim in slabovidnim uporabnikom iz večjih stališč. Najprej zaradi tega, ker je že količina samih informacij zmanjšana, torej je tabla zelo pregledna, se lahko vsaka oseba, ne glede na izgubo vida, dosti enostavno znajde na njej. Fajn je, ker so zelo jasni kontrasti, torej napisi so v dveh jezikih, ampak so vsi napisi torej z belimi črkami na črni podlagi v slovenščini oziroma z rumenimi na črni podlagi v angleščini, kar je veliko bolj jasno tudi za mogoče druge težave, ne samo za slabovidne, ampak tudi za dislektike oziroma kakšne druge skupine. Tudi potem sama fotografija ima manj nekih elementov in tista polja, ki pa jih želijo izpostaviti, so samo številke zdravo napisane in potem dobimo opise, kot so na primer Marko Pogačnik, ki je posvečen Šempasu, ali pa Studenec nad Vojvode Karola Frana Josipa, Trg Franca Krašana in tako dalje. Če pa izpostavimo mogoče še skupino slepih, je pa tukaj še v kotu QR koda, ki je tudi tipno prikazana, torej lahko s tipom lociramo, nato pa s svojim pametnim telefonom aktiviramo povezavo na QR kodi in dobimo preko pametnega telefona tudi zvočni opis za slepe uporabnike, kaj se nahaja na tej tabli. Takole s telefonom sem zdaj skeniral QR kodo, ki me pripelje do spletne strani, kjer so opisana obeležja znamenitosti v Šempasu, zopet v slovenski in angleški verziji. Zdaj slepi uporabniki imajo pa potem na svojih mobilnih pametnih telefonih programsko opremo, ki jim pa te informacije tudi prebere. Torej, zdaj sama spletna stran ne prebere informacije, ampak programski vmesnik, ki ga uporabljajo slepi, potem to informacijo spremeni v zvok, da tako dobijo tudi oni vsebino te table. Torej, občina Brda je ena izmed treh občin, katere smo pristopili k projektu, katerega smo bili povabljeni strani nosilnega partnerja Društva slepih in slabovidnih. In sicer zavedamo se problematike v sami lokalni skupnosti glede dostopnosti in zaradi tega smo najprej želeli preveriti stanje na terenu, in sicer v Kojskem ter na Dobrovem. Zaradi tega smo se pač odločili in tudi v sklopu projekta naročili načrt dostopnosti, kateri je dejansko pokazal realno stanje dostopnosti v sami občini Brda
in nekako nakazal in pripravil rešitve, katere so potrebne, da bodo ranljive skupine enakopravne vsem občankam in občanom v naši občini. Zdravstveni domovi so eni zelo pomembni za funkcionalno ovirane osebe, zato smo se odločili, da na Dobrovem ta prvo pregledamo analizo stanja, kako so domovi predvsem za slepe in slabovidne prilagojeni, predvsem napisi, ki so bili manjši, preveč napisov in preveč tabel na vratih. Potem smo pa dejansko izboljšali, da smo na samo vrata dali tiste osnovne podatke, ki jih potrebujejo uporabniki za posamezno ambulanto. S tem smo tudi omogočili res osnovno informacijo in vse ostale informacije, ki so nepotrebne, odstranili. Torej, v sklopu projekta smo nabavili 17 tabel, katere smo dejansko montirali v zdravstvenem domu na Dobrovem. Te table bodo dejansko pomagale ranljivim skupinam prebrati, kje so pač ordinacije, odnosno kje so prostori, katere pač potrebujejo, fizioterapevtske ambulante, zobozdravstvena ambulanta in podobno. Zavedamo se, da je to pač prvi korak, ki smo ga naredili v sklopu tega projekta, in jaz verjamem, da bo občina Brda sledila tudi tem smernicam naprej, in ne glede, da bo projekt zaključen, ga bomo dejansko skozi občinski proračun poskušali zagotavljati naprej tudi v ostalih javnih ustanovah v sami občini. Ranljivi udeleženci v prometu, kot so na primer slabovidni in slepi, predstavljajo posebno kategorijo, ki jo moramo posebej varovati. V praksi se dogaja, da načrtovalci urejanja prometa ne mislijo konkretno na njih in pavšalno uredijo promet, in potem je to zelo nevarno za take udeležence. Zato predlagam, da načrtovalci, predvsem v teh lokalnih območjih, za vsako parcelo, za vsako situacijo posebej vključijo v načrtovanje tudi inšpekcijske službe, društvo slabovidnih in slepih, kot je na primer iz Nove Gorice, tako da vsi ti, ki smo na en ali pa na drug način vpeti v nadzor oziroma v uporabo teh prometnih površin, damo tudi konkretne predloge iz terena in tako prispevamo k učinkoviti in varni urejenosti prometa. Kojsko je en primer kraja, kjer prilagoditev okolja ni možna. Takih vasi imamo še več, torej, kjer se gre za neka stara, strnjena vaška jedra. Ne moramo pričakovati, da bomo prilagodili do te mere, da bo dostopno vsem skupinam, predvsem neke fizične ovire. V teh primerih se potem mora občina oziroma koordinator, dajmo reči, ali prometa na tistem območju, mora priti do drugih rešitev, kako se soočati s prilagajanjem osebam s posebnimi potrebami. Ali lahko tukaj se gre za neke organiziran prevoz na drugačni ravni, lahko so spet kakšne drugačne oznake. Če se pa le da, če pa je možno, pa potem seveda poskušamo uvrstiti tudi kakšne fizične prilagoditve, vendar se pravim, ni vedno mogoče. Ni vsa odgovornost na osebah s slepoto, s slabovidnostjo, z naglušnostjo, del odgovornosti morajo prevzeti tudi ostali. Občina, pa tudi ostali udeleženci prometa. Tega se dostikrat ne zavedamo dovolj, da bi mogli se tudi ostali udeleženci zavedati svoje vloge v tem, da je okolje prilagojeno vsem. No, za področje zdravstvenega doma Šempeter se je naredila strategija dostopnosti in ravno tako uredila table za prijaznost slepim in slabovidnim, predvsem slabovidnim, da lahko preberemo, in dejansko odstranili smo vse odvečne napise, ki motijo uporabnike, ki imajo težave z vidom, da lahko preberejo informacijo, ki jo potrebujejo za posamezno ambulanto. Prepričan sem, da je projekt Dostopno podeželje pripomogel k razpoznavnosti in izboljšavi dostopnosti za funkcionalne ovirane osebe na podeželju.
No, tako. Pa smo nazaj. Bi k temu še kaj dodali, Igor? Ja, mislim, v okviru tega projekta smo naredili tudi razglednice. Jaz imam zdaj 3 pred sabo. To so razglednice občina Brda, mislim, grad Dobrovo, potem imamo Šempas in v Šempeter, kjer je dejansko tudi napis na razglednicah v Brajici. To smo pač hoteli malo spodbuditi turizem, da razmišlja v to smer. Je pa res, da kot pravimo vsi tisti, ki na tem delamo, da tle smo šele na začetku in da bi rekel, kot sem rekel, film je pač bil narejen na situacijo COVID-a, želeli smo si ga drugače, tudi uporaba uporabnikov, ampak nam dejansko COVID ni dovolil tisto, kar smo si za tam projekt želeli. Želeli smo pa spodbuditi tako, da se dejansko tudi sam turizem uredi, samo gospodarstvo pa na koncu tudi zaposlovanje slepih in slabovidnih in drugih ranljivih skupin v lokalnem okolju, da dejansko, mislim, širše smo gledali na zadevo, ampak upam, da smo vsaj nekaj zadeli. Super, Igor, meni je ta ideja zelo unikatna, jaz ne vem, a je to, mislim, da v Sloveniji še tega nismo počeli, a ne? Mislim, da ne. Mi smo pred časom, kar sem jaz imel informacijo, ne vem, če je kdo spremljal nas, to je že kar par let nazaj, imeli planota prijazna invalidom, kjer smo enako, nekateri naši, vem, da so imeli tudi potem ogled, to je Trnovsko-Banška planota prilagovljena skozi švicarski projekt, ki ga je financiral švicarski sklad, skupaj s paraglediki, gluhimi in naglušnimi, enako opozarjali na dostopnost predvsem turizma in podeželja isto. In na osnovi tega smo potem tudi mi nagrajevali, ker meni je najbolj fajn to, da dejansko nam predloge dajejo uporabniki. Mi smo dejansko vse te, kot smo mogoče, kot sam film opišem, film je bil, dejansko so bili uporabniki prisotni, naši člani so hodili po teh točkah, gospod, ki ga mogoče niste poznali, je bil, to je bila redarska služba, ki smo jih tudi vklopili, to je dejansko, ki skrbi za vseh 5 občin, predvsem za področje dostopnosti, to so ne redarska, to so, kako so že bili zdaj na novo, ki imajo, ki dejansko tudi oni so pristopili k temu, ki vidijo težave z napačnim parkiranjem, z nepravilnim pristopom in mislim, da je treba v tej zadevi ozaveščati, kajti brez ozaveščanja tudi ljudje na koncu, jaz opažam, da je ogromno ljudi, ki ima težave z vidom, ki niso člani naših društev in s tem pomagamo tudi drugim, obenem pa tudi sebi. Ampak kako je to izgledalo? Ti si šel na občino, pa si rekel, mi bomo pa zdaj naredili ta projekt v vaši občini in so rekli, pa ne že spet. Ne, zanimivo je to, da tale gospa, to je direktorica občina Brda, je pobudnik tega projekta. To se pravi, da ona je bila pobudnik tega, da enkrat nehamo z betonom, ampak da nekaj naredimo na drugačen način, to se pravi na ozaveščanju in pobuda je prišla z lokalne skupnosti. Mi smo jo samo skoordinirali, sigurno je problem, da ne boste mislili, dejansko vse smo mogli forsirati, prositi in tako naprej, ampak moram reči, da večletno sodelovanje z občinami se to dejansko dokazuje. Moram povedati, da imamo že nov projekt pred sabo, ravno včeraj sem dobil informacijo, da so na Mostu na Soči naredili na našo pobudo, kjer sem bil jaz mentor, naredili strategijo dostopnosti Mosta na Soči. To se pravi, da če sodeluješ z lokalno skupnostjo, se da. Samo treba je pa dejansko priti z rešitvami, kajti mi recimo sodelujemo z občinami, pravzaprav sodelujemo tudi z arhitekti, z vsemi in dejansko iščemo, pravzaprav zaveščamo ljudi, kako pristopiti. Danes imamo izobraževanje tudi na Centru za krepitev zdravja v Novi Gorici, kako pristopiti slepim in slabovidnim, da se, če dejansko se pogovarjaš in sodeluješ. Kaj pa recimo videči domačini, ko ste jih takole tamle pa po cesti, pa ste jih ovirali, dobesedno, bi rekel, provocirali,
malo tako z svojo prisotnostjo pa z temi opozarjanji na napake. Ja, to je zanimivo. Samo potem, kadar enkrat ljudje vejo, zakaj se gre in jih dejansko se pogovarja z njimi in da dejansko iščeš rešitev za njimi, so zelo pozitivni odzivi. Ravno to smo mi želeli več. Imeli smo recimo v začetku tudi razgovori z krajevnimi skupnostmi, z društvi v teh krajevnih skupnostih in ravno skozi to zadevo, recimo imeli smo tudi predstavitev vseh strategij, na žalost smo imeli predstavitev samo v Šempasu za javnost in je bil zelo pozitiven odziv in so se ljudje tudi odprli v debatah. Pol se dejansko te zadeve ni dalo izpeljati še v Brdih, kar še pričakujemo, kot ste slišali tudi odziv same direktorice. Ja, zelo zanimive debate prihajajo. Ljudje se začnejo zaveščati, pravzaprav ljudje povejo sami, s kakšnimi težavami se v svojem okolju dejansko, bi rekel, soočajo. Ena gospa je rekla, recimo čisto primer v Šempasu, je rekla, ja, jaz se ne upam zjutraj od 7 do 9 ure iti ven, zato ker dejansko norijo pač avtomobili mimo moje hiše, zato ker vozijo otroke v šolo in vrtec. Mislim, dobiš tisti feedback, ki ga dejansko potrebuješ iz terena. Ja, treba se z ljudmi pogovarjati, marsikdo je rekel, recimo, kaj se to greste. Čist primer vam dam, če je kdo spremljal Kolesarim, da pomagam, kjer smo dejansko povezali dve občini, Brda in Šempas. Mi smo imeli v Šempasu pred štartom Kolesarim, da pomagam, dejansko bi rekel nekih 50 krajanov, ki je prišlo to akcijo podpreti. To se pravi, to je pozitivno. Ljudje morajo dobiti možnost, normalno, kritike so, zakaj se to greste, se tega vi ne rabite, mislim, vsi veste, to, kar se pač dejansko soočamo, je tako, ampak z pogovori in z dajanjem možnosti, recimo ravno zato smo to brošuro naredili, ne za nas slepe in slabovidne, ker mi vemo, kje so težave, ampak predvsem za te ljudi, da si malo preberejo. Poslušaj, ampak lej, če razmišljava v tej smeri, mesto, v mestu je bolj odtujeno, medtem ko na vasi je pa zadeva malo drugačna, tam so pa nekako bolj povezani in je tudi lažje stvari si pomagati. Ljudje, verjetno si na vasi ljudje bolj pomagajo med seboj, kot pa mi v mestu. Odvisno. Predvsem je to fajn, da marsikdaj niti ne vejo, da imajo med sabo slepo ali slabovidno osebo, jemljajo ga pač iz neke osnove kar tako poprečno. Mislim, ampak ravno z debato, recimo, ki jo imaš, potem ugotoviš, da dejansko ljudem, ki se pogovarjajo z njimi, znajo tudi pomagati in predvsem dobiš informacijo, s katero se ljudje dejansko soočijo, ker niso člani društva, ampak so člani drugih organizacij in potem povejo, kakšne probleme imajo. Ker nam ni bil cilj recimo samo to, da dejansko govorimo o slepih, slabovidnih. Nam je bil cilj, da dejansko ljudje vejo, da obstaja digitalizacija, da obstajajo računalniki, da obstajajo recimo pomoč na domu, da obstajajo recimo mi kot koordinatorji vodimo GoŠofer. To so tiste možnosti, ki jih dejansko, bi rekel, okolica daje, če se razumemo. Kakšne možnosti in kakšne rešitve se da dobiti. Ker recimo ravno, ne vem, da v občinah poskrbijo za prevoze za starejše ali pa za slepe, slabovidne. Mislim, skupaj z njimi iščeš nove možnosti, ker če pogledamo, ravno zdaj se delajo razne strategije za starejše, strategije za mlade, ampak vsod imamo mi svoje ljudi, nažalost, ampak na to noben ne pomisli. In ko mu rečeš, kaj ste naredili pa na področju slepih in slabovidnih, drugih naglušnih, mi smo naredili za starejše. Ja, ampak tudi starejši so slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, osebe na vozičku in to je treba dejansko ozaveščati in skozi ozaveščanje ljudje začnejo sploh razmišljati, da je to potrebno, ker vsi si mislijo, kaj se pa ta milijon hoče. To je večkrat napad na, recimo, kadar prihajaš do duela, je zmeri napad na Igorja, kaj se pa ti greš. Ja, mislim, ampak dobro, človek mora biti malo tečen, da sploh kaj doseže, Ja, ampak je tle pa tudi, kot se rekel, je pa tle podpora članov, mi recimo vse to, kar smo danes videli, so člani prehodili, svetovali, se udeležujejo, recimo tudi ta tabla, ko smo jo prej predstavili,
Je problem, vemo, da recimo imeli smo velik problem, ker so hoteli na tablo napisati, kaj se vse dogaja v Šempasu. In smo komaj jim dopovedali, da dejansko lahko je to na spletni strani, ampak ne bo na sami tabli samo tiste točke, ki so pomembne in dejansko, da smo dejansko potem prišli do tega, da s QR-kodom lahko pridejo do informacij osebe, ki več želijo. In s tem se dejansko bijemo, vemo, da predvsem v lokalnih skupnostih in skozi te projekte bi radi pač tisti, ki to ponujajo na table napisali, kar se le da, mogoče celo knjigo bi spravili, če bi se dalo. Napis pa vemo, koliko je velik in potem pa doveden iz izkušenj ne bere. Ker jaz se dosti pogovarjam s starejšimi, pa tudi s turizmom in dejansko ljudje vemo, da več kot informacij na enem kupu manj uporabiš. Imaš ljudi, ki pač to želijo, ampak to lahko danes dobijo na spletu pa se preberijo, kje drugje. Ja, to je res, množstvo informacij v bistvu te odvrne, enostavno tudi mene kot videčega mi je, ja, Slavica, takoj, Slavica je dvignila roko. Hočem reči, v bistvu, ajde, Slavica, izvoli, bom premislil. Slavica. No, ok. Medtem ko Slavica roko dviguje, oziroma mikrofon vklopi, Slavica. Hočem reči, Alt A, Slavica. No. Hočem reči, da dejansko ljudje mogoče na vasi razmišljajo malo drugače, kakor pa mi v mestu. Recimo, sej ni problem, sej ne rabi tistega pločnika, ne rabi tistih stopnic označenih. Sej, če bo, ga bomo pa že mi spravili gor, ga bomo prijeli, ga bomo pelali, ne vem, zakaj bi sploh to delali. Točno to se dogaja. Ampak potem, ko se pogovarjaš, ko vidiš, da je olajšava tudi njim, na koncu vemo, da po vaseh, recimo Kojsko je dejansko za slepe neprilagojeno, da dejansko ne more priti sam ne do trgovine, ne do pošte, do tistih osnovnih življenjskih potrebščin, ki jih potrebuje. In na to pač opozarjamo, da dejansko je to omejitev in da morajo recimo predvsem občine o tej zadevi začeti razmišljati. Ker oni recimo res razmišljajo, ja, pa prilagoditvah, pa vemo, da, ampak ni to. Se pa da, samo tle je pogovor, kot si rekel, predvsem je to, da te začne lokalna skupnost poslušati. In da dejansko jim daš rešitev. Mi nikoli nismo pač napadali. Mi smo recimo imeli v vseh krajih dejansko lokalne skupnost, vodstvo krajevnih skupnosti, društev in so oni pa dejansko nam povedali, s kakšnimi težavami se soočajo, kaj bi želeli, kakšne rešitve iščejo in tako naprej. Mi smo iskali pravzaprav od njih prosili, da dejansko nas obvestijo, s kakšnimi težavami se posamezna lokalna skupnost sooča. No, to je dobra ideja, ja, da prihaja od ljudi, od videčih in od slabo. Ker če pogledamo recimo Šempas, v Šempasu je naš znani Silvo, in Silvo dejansko on gre sam povsod. Res, da ga zdaj z leti malo zadeva in tudi vemo, da Šempas je imel prevoz skozi, ampak Silvo, on kot s palco je znal jo obvlada. Vsi ostali, ki pa kasneje oslepijo, pa vemo, da imajo težave in da je treba to pač prvo narediti dejansko, da se sooči s palco, da začne uporabljati recimo palco in tako naprej. In na koncu tudi krajani, da spremljajo, da imajo težave, ne samo slepe, slabovidne, isto je pri gluhe na glušne, da sploh ljudje razmišljajo, da imajo med seboj osebe, ki imajo potrebe. Aha, no, zdaj se me, 3. decembra imam pogovor s Florjančičem okrog in bomo tudi imeli belo palico. Bela palica je verjetno zelo pomembna pri teh zadevah. Zelo pomembna je, ker samo dejansko kot ena značilnost za slepega. Težko boš tardo vodila, po vaseh se delajo zdaj pločniki in pa vse tam probamo obvestiti, da se zdaj delajo pločniki, da vse probajo. Samo pa vemo, da je to zelo težko, zato ker dejansko so tudi tako ozke ulice, mislim, te niti niso ulice, ampak prehodi, da se to skoraj ne da. Slavica, a si že zdaj, kje si Slavica? Ni. Se je sklopila, očitno je. A ima kdo drug kako vprašanje? Recimo Dino, ti imaš probleme tudi na vasi si, a ne? Aha, Joža, izvoli.
Jaz bi rad Miljevca sam toliko vprašal, naprimer, ki je omenil Silvota. Silvo je bil moj sošolc. In jaz sem že slišal, da se je on včasih tudi zgubil v Šempasu. Jaz razumem, da on je verjetno Gorico bolj poznal kot Šempas in ga verjetno mama ni v Šempasu toliko vodila, da mu določene točke pokazala, kje so, kako so. Ne, se pravim, da Silvo ni meja, ne, Silvo se je zgubil v Šempasu, ampak Silvo je hotel hoditi, ne, Ja. Silvo pa so, ne. Aha, To je tista specifika, ko oni rečejo, saj je Silvo, ne, ampak recimo hočem reči, saj, ne, se na koncu bojo rekli, saj je Jože, se poznam pa Jožeta, ne. Sam na koncu mi pozabljamo, da v Šempasu je še marsikdo, ki lahko ima težavo z vidom, pa ne gre ven, ne. Kot je recimo ta gospa rekla, jaz ne grem ven, dokler dejansko vozijo otroke v šolo in ne morem se pustiti hiše, zato ker ima dejansko izhod direktno na cesto. Zdaj si ti predstavljaj psihično, pa to za starejšo osebo ne. Kakšen udarc je pa recimo, ne vem, za nas, to pa sam dobro veš. Ne. Ja, se vem, ja. Ni to, zato pa jaz pravim, nikoli ne smeš gledati na enega. Ne. Silvo, oni pač nam reče, jaz se je Silvo. Ne. Ja, Silvo je tisto pot, ki je hotel poznal. Sam Silvo je bil ustvarjalec, Silvo je šel samo neznano, normalno, da se je pol zgubil. Ne. Ja. Tisto, kar je pa poznal in tisto je dejansko tudi uporabno. Je pa res, da sigurno, to, kar si pa rekel, ne, da ni primerjave vasi z mestom. Ne. Mesto se le ve, so ulice urejene, so točniki, v vaseh pa tega ni. Ja, tam bi ga mogla, naprimer, ko sta se preselila, bi ga mogla že prej mama po tej vasi voditi, klej to in da potem bi verjetno prišel noter in... Ne, on je to vse naredil, on se je zgubljal v novih zadevah. To se pravi, on je šel odkrivati. Ne tam, ker je on porabil, on je do pošte šel brez problema, da trgovine je šel brez problema, on se je odločil, da je šel tudi kakšen nov kraj odkrijeti, tam se je pa zgubil, kar je pa logično. Ja, seveda je logično. Tujo točko. Ja, Jože, kako je pa Škofja Loka zate recimo urejena, kar se tega tiče? Ja, jaz ti čisto povem, v Loki smo zdaj s 1. septembrom dobili tudi Agata pa Jure. Jure, to je tak majhen avtobus za 4 osebe in povezuje center slepih s starim delom mesta, tako da lahko ga pokličemo in nas pelje v mesto, okolikor greva Zanico skup, ko včasih ne more hoditi ali pa težko hod. Drugač taktilne oznake so kar dobro urejene, tule pred nami, pred pošto, pred nami, pred pošto, če greš tule čez Partizansko, je prav čez prehod za pešce tak, bi rekel, tak žleb, da lahko s palco drsiš tam do naslednjega pločnika. Drugač pa v starem delu mesta so pa pač tlakovane, je pa tlakovana pot, tako da. Pa vidiš, to, kar si rekel, ne, avtobus je ena od rešitev, ki je recimo za vasi, to, kar si zdaj povedal. Pač, ali pa osebni avtomobili, na to smo mi tudi opozarjali, ne. Ker naprimer tak je v Kranju se imenuje tramvaj, naprimer klepr nas je Agata pa Jure, verjetno to iz teh Loških vod, od Visoške kronike ven. Visoške kronike in to ga pokličeš, naprimer, in te pride pa te pele, kaj svem, lahko te pele na banko, na pošto, do Homana in tako in potem starem mestnem jedru, ne. Do zdravstvenega doma, pa čez Partizansko in tako, ima eno določeno točko, kjer lahko voz. Albina, a se slišva? Albina? Dino, no pa dej ti positi. Ja, jaz bi prosil, evo. Ja, Dino, dej no, prej sem te že prosil, ja. Ajde, dej povedi. Jaz bi rad še zase povedal, kako je v moji vasi. Problem je, ker v moji vasi pa dejansko nimam nič, niti gostilne, niti nič. Dostopnost je res čista nula. Tle moja vas je samo za osebni avto ali pa za motor ali pa za kolo. Tle pri meni za slepega res ni. Vlak je recimo 3 km ali 4 km stran, da bi sam šel, moraš biti res
siguren vase, ker so psi spuščeni, ne veš, kakšne nevarnosti so noter. Pa psi, ne? Dino, kaj pa psi? Ja, psi, evo, lih to govorim, psi so spuščeni, nič se ne gleda na to, če je kakšen lastnik samo reče, sej nič ne bo in to je za njih vse, ne. Sploh ni nobenega, moraš biti, zato se bom pa jaz preselil v Ljubljano, tako da, ker avtobus je, ampak je samo za otroke, no. Pa še to. To smo pa že zraven začeli. Bojan, malo se umiri. Ja. Dušan, tudi jaz nekaj da povedati. Jaz ti lahko dam tvojo prihodnost, imamo list dela, imamo od prihodnosti, ko tebe čaka. Ne, čakaj, zdaj se pogovarjamo o drugi stvari. Kje je Miha? Miha je roko dvignil. Miha, izvoli. Živel sem skupaj. A se slišimo, ne? Ja, izvoli, Miha. Čau. Ja, jaz sem tudi bolj podeželski tip, ne? Se pravi, na vasi. Do Novega Mesta imam 15 kilometrov. Kar se tiče teh zadev, kakor je pošta, trgovina, itd., ja, je kar daleč, ne? Mislim, tam 2 kilometra do 3 stran, 2,5 nekje, ne? Kar pomeni, da se da pač tudi peš prideti. Zdaj, glede dostopnosti je tako, za enega slepega je najbrž, bi bil res najbrž problem. Jaz recimo, ker pač poznam okolico, mi zdaj ni problem, ne. Drugače pa ni, ne vem, nekih posebnih orientacijskih točk, da bi imeli kaj prav posebej za slepe prilagojeno glede dostopa do teh objektov pač tam v Brusnicah, kaj je, ne. Ampak se pravim, jaz sem se že toliko na pamet naučil, da meni recimo ni problem najbrž za kakšnega takole na novo slepega ali pa tako, če bi se pač učil, bi pa bila težava. Pa moja prednost je tudi ta, da sem pač prej videl, ne, in imam tudi v bistvu ta spomin v glavi, še od prej mi je to dosti nucal. Druga zadeva je pa pes vodič, ne, tudi, ki ga imam in mi v bistvu tudi za 80% olajša to, da sem lahko še bolj samostojen, ne. Drugače, kar se tiče samih povezav, lahko rečem, da imam povezave z avtobusom in do Novega Mesta in do Ljubljane v bistvu izpred hiše skoraj, tako rekoč do Novega Mesta mi izpred hiše avtobus voz, če grem pa do Ljubljane, imam pa postajo glih tako 2 kilometra stran, kar pomeni, da se lahko peljem ali z avto ali z avtobusom, ki gre v bistvu za Novi Mest, pa sem prestopam. Tako da, kar se tega tiče, na povezave ali z Novim Mestom ali z Ljubljano, imam v bistvu jaz zelo v redu, ne. Ti, ampak si rekel recimo, kje na kaki lokalni skupnosti ali komu, da bi bilo pa fajn, da bi naredili, ne vem, tam eno oviro odstranili, da bi ti imel lažji dostop do, ne vem, recimo do avtobusne postaje ali pa do ne vem, tja do... Mislim, pri nas je avtobusna postaja v vasi, če sem iskren, tako narejena, da je sem na cest narisana, ne. No. Ni nič tako, da bi bilo prav. V bistvu je ena tako tak majhen nadstrešek, ampak drugače pa v bistvu samo na cest narisano, ni nič tako, pač tak pločnik je, ne, se je pločnik v bistvu, ampak je tako zelo ozek, ne, to so naredili 5 let nazaj, oziroma majčkeno več so to naredili in to je pač tako zdaj ostalo in se kaj dosti ne dela, ne. Ne, se to v principu, ne, Igor, to bi lahko v principu naredili nekaj reliefno zadevo. Stvar, ravno to sem hotel, to, kar se ti vprašal, vse čisto splošno sprašujem. Ali imate, recimo, če kaj vprašate v krajevni skupnosti, pravzaprav kakšen pozitivni odziv, ne? To je zelo pomembno. Ja, jaz bom tako rekel, ne. Pri nas se kaj dosti na tem ne dela. Jaz, ko sem bil še član MDSS Novega Mesta, so nekaj imeli, ampak se pravim, ko sem bil takrat na tem srečanju, to je bilo že tudi kar dolgo nazaj, vse je nekaj o tem govorilo, pol je pa vse potihnilo, tako da, ja, se mi zdi, no, da kar se naših koncev tiče, da je žal premalo posluha. Težko rečem, zakaj, jaz mislim zato, ker nas enostavno, ne vem, mogli bi bolj biti aktivni, ne, tudi samo, jaz pravim, tudi samo društvo bi moglo bolj sodelovati s temi odgovornimi, ne, kot en sam slep, ne moreš nič kaj dosti narediti, ne, ti lahko pač poveš, da te moti, oziroma da bi bilo pač treba kaj popraviti, ne, ampak jaz pravim, če nas bi bilo več,
bi se zadeve dale ziher urediti, da bi bile bolj dostopne na vseh koncih, ne. Tako pa pač na koncu ostaneš sam in pol vemo, kje se zadeve končajo, ne, na papirju. To se strinjam. Tukaj jaz vidim tudi en problem, ne. A veš, če vas bi bilo 10 v vasi slepih, ne, bi rekli, okej, ne. Oziroma ne v vasi, dajmo reči tako, področje Dolenjske, recimo, ne, ker 10 v vasi slepih je v bistvu nemogoče, ampak tako dajmo reči področje, ne vem, Novega Mesta z okolico, ne. Če nas bi bilo 10, kar nas je 10-15 slepih, ne, to sigurno, ampak problem je v tem, da recimo jaz praktično nobenega slepega ne poznam okoli, oziroma zelo malo. Še to je recimo Zlatko z Metlike. Ostali pa sploh nismo nič kaj povezani med sabo, kar je po eni strani tudi škoda, da je tako, ne. Sicer moj interes bi bil, da bi se povezali skupaj, dali kakšne predloge, samo ni interesa iz drugih strani, ne. Veš, kaj sem mislil? Miha, oprosti. Veš, kaj sem mislil, ne? Lej, ti si zdaj sam v vasi, ne? Zdaj, če in pol pač razmišljajo, okej, ne, za enega pa ne bomo toliko razkirali denarja, pa to je vse drago, a ne, te zadeve so precej verjetno drage. Če vas bi bilo pa 10 v vasi, bi pa zdaj začeli razmišljati, da bi bilo pa to mogoče dobro, ne? Zato, ker problem je v tem, če sem Igor te prav dojel, ne, te stvari, za katere se vi bojujete, je tudi dostop za starejše, a ne? Tle je tako, ne, mislim, tle ravno to, jaz na občino Novo mesto ne bi tudi z enim projektom nekaj sodeloval. Problem je tle spremeniti miselnost v odločujočevalcih, ne. Kot sem rekel, to pobudo tega projekta je prišla z strani lokalne skupnosti, kar je zelo pomembno. In dejansko je res, ko Miha pravi, ne, ker pač vemo, isto je to področje na druga področja, ne. To je spreminjanje miselnosti ljudi, ne, ker ljudje še zmeraj pozabljamo, radi bi naredili za ljudi, da bi postali prijazni, zato pa ne bi nič naredili, ampak izkušnje, ki kažejo in projekti, ki so, ne, ker evropski projekti imajo sredstva. In vsi govorijo, kako so prilagodili za gibalno, pravzaprav funkcionalno ovirane osebe, ampak potem, ko pridemo do končnega rezultata, se pa vsi upravičujejo, lej, veš, smo mogli na hitro narediti, ne. In to je tisto, kar recimo tudi to, kar zdaj Ministrstvo za infrastrukturo o tem projektu govori, ne. Tem, multimodalnem, ali kaj se že zdaj pogovarja. Ja, ampak tle je treba začeti ozaveščati, ne, ampak kot Miha pravi, tle je treba delati, ne. Ker če ne bi mi sodelovali in se ne bi pogovarjali z lokalno skupnostjo kot društvo, tudi tega ne bi bilo, ker ti poti iz enega centra Senegal, ne. To je isto kot včeraj, ko sem bil v Državnem zboru na ministrstvu, ne morem reči, da se še zmeraj dejansko ozaveščamo, naj bi tuja pomoč in postrežba ostala, ne. Tle je treba ozaveščati ljudi, zakaj je to potrebno, ne. In ljudje, mislim, ljudje iščejo linijo najmanjšega odpora, tudi ostali, ne. Ker tisti, ki ni posredno vezan za slepo samovidno osebo ali z drugo osebo, se s tem ne bo ubadal. Vsak pač moramo to razumeti. In to je ozaveščanje, da na koncu jutri bo pa on to rabil, ne. Tudi to se nam je že zgodilo, ne. Pol mu pa reče, si videl zdaj hudiča, ne. Zdaj pa ti to rabiš, ne. In je bil na vodilnem mestu, na koncu, ampak takrat je nasprotoval vsemu, ne. Ne vem, prišel pa trenutek, ki je postal uporabnik. No, nekomu nekaj zvoni. Zdaj, Miha, če si gor, ne vem, Miha. Sem, ja. Aha, ne, mislil sem Miha Jakopina. Okej. Ja. Ti si hotel še kaj povedati, Miha? Ne, to je to, tako da hvala, no. Ja. Vas poslušam naprej. Super, hvala, da si z nami. Natalija, a se slišimo, lahko se vklopiš? Samsung Galaxy S7. Ne, v redu. Nežo Forlan, Nežo ne poznam. Neža, se da kaj vklopiti, kaj povedati? Okay. Slavica, boš ti kaj vprašala? Ne. Danes so pa vsi nekam molčeči. Dušan. Ja, povej, Joža, ajde. Jaz sem hotel prej še to reči. Fajn je, da živiš v enem okolju, ga zelo dobro poznaš. Naprimer, jaz Loko zelo dobro poznam,
pa Ljubljano tudi določeno stvar, pa svoj kraj tudi. No, je pa res to, da če bi prišel pa na neko tujo okolico, kaj sem, da bi prišel v Maribor ali pa na Koroško ali pa nekam, tam bi bil pa res zgobljen. No, dej, Joža, zdaj sem se spomnil. Joža, ti si tam iz Bohinjskega konca, ne? Ja, z Bohinjske Bele, ja. Z Bohinjske Bele. In pripadaš pa eni starejši generaciji, ko se še verjetno ni toliko s temi zadevami delalo, Igor počenja. Kako je bilo pa takrat? Lahko pa tudi Anica še kaj pove. No? Ja, jaz ti povem tako, no. Takrat je bilo Jaz nimam takih izkušenj. Takrat je bilo pa to tako. Jaz sem šel 73. leta v Zavod za slepo mladino in v naši vasi so določeni ljudje govorili, da so me dali za to v zavod, da so se me rešili. In takrat so mojo mamo zelo upravljala, ampak danes je pa tako. Če jaz ne bi šel v zavod, zdaj ne bi mrskem mogel iti. Pa so pa, kaj svem, ljudje so me pač tako sprejemali, kakor so me. Res, da sem bil oddaljen v tujo okolico, a ne, prihajal sem domov za praznike ali pa ob sobotah pa ob nedeljah. Pa enkrat sem imel majhen krize, pa so se zmenili doma, da bom na vsaki 14 dni hodil domov. Pa sem pa pač naredil osnovno šolo, pa sem pa prišel v Loko, pa sem se pa tukaj naprej usposabljal za proizvodno delo, pa pač se zaposlil, pa prišel do upokojitve, pa raziskoval tudi Škofjo Loko in tako naprej. In se navadil na Škofjo Loko. In sem se navadil na Loko in vse. Drugače pa, kar se tiče v naši vasi, so začeli delati kanalizacijo, so naredili to vaško jedro, tako da je zdaj kar dobro narejen. Je kar dobro narejen in nimam kaj reči, fajn je stvari. Tudi prehod za pešce, ki ima take granitne kocke, tako da noben problem. Imamo pač v določenem delu vasi tudi pločnike, pa kakor sem zastopil predsednika krajevne skupnosti Bohinjska Bela, da naj bi naredili še od zgornje vasi dol do Železniške postaje tudi pločnik, pa meni se zdi kolesarsko stezo. Da bi jaz lahko te komentiram, je ravno ta fora, ne? Ja. Ravno ta fora je to, kar na novo delajo, da dejansko tam, ko kopljajo, da to naredijo, tako kot si ti zdaj rekel, da uredijo, da prilagodijo. To naj bi bil cilj tega, predvsem v vaških jedrih. Ja. Drugače pa tako, da kjer slep ima pač spremljevalca, pa da je s kolesom med Bohinjsko Belo in Bledom je že en del kolesarske steze narejeno. No, viš, kaj mi ti poveš. Drugače pa mislijo povezati Bled, Boh in kolesarsko stezo, tako da bi šla skozi celo vas Bohinjska Bela. Dele se pa, super, Samsung Galaxy. Halo. Ja, živijo, Natalija, ne? A se vidimo, se slišimo, ja, Natalija tukaj. Ja, živijo, Natalija. Povej ti, kako je pa pri tebi so stvari rešene? Ja, bolj slabo, ker nas je zelo malo, jaz imam najbližjo trgovino 1 kilometer, ampak ja. Pa kako greš sama, ali imaš koga, da te spremlja? Ja, pa ponavadi mi mami prinese iz službe, ko gre mi prinese stvari. Aha, ampak da bi pa sama šla na sprehod, pa malo raziskovala? Ja, bi se dal, mislim, tako po trgovinah, pa to je ful težko, da bi šel sam, ker imaš res zelo daleč, pa nesti stvari vse domov, pa še palcev, pa to. Pa itak je samo Mercator tukaj blizu, tako 4 kilometre imam do večjih trgovin. Moraš imeti avto, tako da tukaj, če bi bila sama, mislim, meni tukaj ni slabo, pač če živiš z ostalimi, pa da si med sabo tako pomagamo. Drugače, da bi bila pa sama tukaj, pa ni šans. Bi pa mogla, ne vem, ali prodati hišo, ali pa se v mesto seliti, ampak načeloma zdaj trenutno nimam nekih nobenih problemov, zato ker zdaj tako, ker se dogaja, se vse večina preko Zooma dogaja, pač se poslužujemo spleta zelo veliko. Drugače pa ja, zoprno, ni naša vas glih prilagojena nam, ker nas je tudi, mislim, da smo, jaz vem za eno slabovidno, ki je pač
Rusano poznam, ki je z Benedikta pol. Jaz sem pa en ta mal fantek, ki ima še, mislim, da neke druge motne fejst, pa še enega fanta poznam, mislim, tako slišala sem za njega, ne poznam ga še čist, in to smo 4 vsi skupaj, tako da je, da bi se dali za nas. Ampak ja, trenutno meni ne manjka nič, ker se pač skombinira z ostalimi, se zmenim z ostalimi, si med sabo pomagamo, ampak ja, tukaj, da si pa slep, sam pa ni šans, da preživiš. Že zaradi košnje, jaz mislim, da za nas je najboljš, da živimo tako v bloku. V redu. Hvala, Natalija, lepo te je bilo slišati. A je bilo živo? V redu, hvala. V redu je bilo, super. A nisi neki hotel? Ja, Damjana sem hotel izvati, ko tam naj že čaka. Hvala, Natalija. Izvoli, Damjan. Povej ti, kako je pa pri tebi. Kako ti se srečuješ? Ja, se me sliši, ja, se je črto. Izvoli. Najprej moram reči, da fajn, da ste to, zdaj tak Igor povedal, da so to iz lokalne skupnosti, da je to prišlo, kar je še boljš, ne, in se to dogaja, ampak se jaz vidim, da se stvari zboljšujejo. Jaz živim tudi zdaj na vasi že 14 let, ne, tako da je recimo 2 kilometra do trgovine. Rekel, hvala Bogu, imam ženo, tako da zdaj, kar sem v penziji, zelo malo hodim tako v smislu trgovina ali pa pošta, ker pa navad gremo to kar z avtom, ker do pošte te moje matične je tudi, kaj pa vem, 3 kilometre, do glavne ceste slab kilometer, ampak moram pa reči, ne, da kar se te dostopnosti tiče, so pa stvari malo izboljšali, ker pred leti ni bilo to nobenih prehodov za pešce. Zdaj so tam naredili, recimo, jaz sem tu na Arclino, to je malo pred Vojnikom, in so naredili eno trgovino Šparovo in je zdaj tam prehod za pešce. In tudi pri društvu, to smo se zvestno takrat rekel, dajte to, ko so tam cesto neki prenavljali, in moram reči, najprej ona je rekla, da sicer so rekli, da to ne bojo nič naredili, kar se prehodov tako tiče, razen tistega rondoja tam, ko so ga naredili dodatnega malo naprej od društva našega. No, ampak potem, ko je bila zadeva zaključena, so tudi tu, ko je v bistvu avtobusna postaja, pa tako, da se da normalno čez prehod za pešce iti, ni sicer semaforja, če ima človek palcev, potem že vozniki vejo, vse zadnji smo to slišali, da jo bi morali imeti, kar sem bil sam presenečen. Jaz sicer še nekaj vidim, tako da zaenkrat palce, hvala Bogu, ne rabim. Ampak ja, če bi sam hodil po kakem neznanem okolju, bi pa mogoče bilo kljub temu videu, ki ga še imam, dobro kaj tudi to koristiti, ker potem bi vsaj ostali udeleženci vedeli, da pač ne vidim dobro. Tako da jaz nekih potreb, da bi rekel, da mi bi karkoli tega manjkalo, še toliko vidim, sploh po znanem okolju, ni težav. Če pa kam grem, pa ponovadi imam ponovadi ženo, pa s kom in ni nekih težav. Bi pa bilo dobro, seveda, če grem pa čisto neko neznano okolje, vem, ko sem bil na nekem tako dogodku v Mariboru, pa je bil mrak, pa sem šel tam tam za Lentom, ker sem bil v tem hotelu City in tam sem že malo tako šla to za nogo in tako. Ja, no, sej tu za videče je problematično takole. Ja, je pa res, zdaj smo imeli recimo mi na društvu v enem šport hotelu tam na Dolenskem, bi lahko rekel, pa nisem rekel, so imeli ti določene stopnice, pa sem rekel, ko bi saj kdo kaj pobarval, ko je rob štenge, pa ko se stopnice začnejo na začetku, saj pa na koncu, če bi bile to neke oznake, zdaj za tiste, ko še nekaj vidimo, seveda enemu, ko ni vidi, mu to ne bo nič kaj pomagalo, ampak meni pa bi, če bi bilo z neko rumeno barvo, pa neko kakršnokoli, da je to kontrastno, koliko bi to pomagalo, ko bi delali neke take stopnice, sploh če so, ali pa da je neka sprememba pač višine, da bi to nekako označili.
to bi lahko pri vsaki stvari, pa to tudi ne stane, da to ne bi mogli narediti. Ne. Meni bi pa to res, ne vem, fajn pomagali. Ne. Sem pa že tudi hodil okrog, ko sem pa to videl, recimo, ne vem, so bile stopnice in je bilo vse lepo tako z živo rumeno, vsi robovi stopnic so bili pobojsti. Vidiš, no, super, ne. Tako da, ja, to je res, bi bilo res dobro, ko se neka stvar na novo dela, da bi jo mal zamislil, tako je že prej tudi Igor, kdo je rekel, ne, dejansko veliko ljudi je takih, ki pač ne vidi več dobro, ne, in tudi niso člani, ali pa tudi, ali ne bi mogli biti, ampak jim bi to fejs pomagali, da bi lažje, ne, tudi te table razne in to, ne, tako da, ja, jaz sem prav navdušen, no, tako da, kar se ko poslušam tole, kaj se dogaja, in to je sam dobro, da upam, da se bo to še več in vedno več je tega, ne, se tudi to upošteva, ne, to drugačnost, ne, mislim, v širši družbi, ne. Je pa bolj tesne, tako, če zdaj že govorim, tole že malo predolg, ne, bolj s to pozitivo, ne toliko sam, kak smo ali bogi, ali pa kaj sem, kako bi to rekel, pa kaj ne moramo, ampak v bistvu, kaj lahko in kakšne potrebe imamo, da o tem govorimo, pa da se ljudje kaj naučijo, da spoznajo, ker niti ne vejo, ne, kakšne potrebe, ne vem, ima, ne vem, Sivko ali pa Matej ali pa kdorkoli pač je, ne, smo pa tudi različni, ne, zdaj, če en slep ali pa neki, ne, smo lahko zelo različni, en še nekaj vidi, en ne, ali pa tudi, če človek nič ne vidi, pač smo ljudje različni, eni so še zelo mobilni, ne, pri nas recimo Hrovat, ne, Ivan, ne, on je bil fenomen, sem ga tako parkrat srečal v Celju, pa smo malo skupaj šla, on je točno vedel, katera ulica je, kjer vogal je, kaj je tam, rekel, dober si, za vsako stvar je vedel v Celju, ne, Celje ni tako majhno, ne, tako da on je bil, ampak ne, vsi slepi pač niso taki, ne, in tudi se v končni fazi ne more biti, ampak on je bil pa, kar se tega tiče, fenomen in to ne samo, da je tako, da je to hodil, ampak to je šel s tempom, to je šel hiter in tako, ne, jaz se pravim, sem ga občudoval, pa tudi seveda drugi, ne, ko sem se z njimi pogovarjal, te ljudi, ki so dobro videli, ne, seveda so ga poznali, ker je tudi veliko po mestu hodil pa s palcev, ne, in seveda potem je človek prepoznal, ne, ker če hodiš brez palce, pa ljudje ne vejo, jaz mogoče kakaj pogledam, malo čudno se tako vidi, ne, ampak to sem zdaj pri sebi tudi razpucal, ne, če kaj takega, ko pridem v trgovino, ja, ne vidim, ne, bližje pokažite, ali pa da mi človek pač opisno neke stvari pove, ne. To sem, hvala Bogu, spel stran, da... To se pravi, Igor pa Damjan, se pravi, mogoče je problem tudi v tem, da se ljudje preveč, oziroma slepi, preveč švercajo na račun drugih videčih, da je bolj te arhitektonske ovire se pač počasneje odpravljajo glih zaradi tega. Ne vem, veš. Imamo problem v tem, ne, da zakonodaja je jasna, kot sem rekel, arhitekti so slepi, ampak je Damjan točno povedal, ne. Meni je fajn to, tisti mi zdaj dejansko dajete ta odgovore, da smo na pravi poti in da na koncu, ker marsikdaj reče, ja, pa zakaj jaz moram te stopnice označiti, ne. Ampak, pride neka oseba, ki ima težave v neko turistično točko in potem ugotoviš ali po trgovino, da je to prija prav marsikomu, ki niti ne vemo, ne. In to je tista fora, ki je treba opozarjati ljudi, da, mislim, ravno z našega razgovora vidim, da so potrebe, mislim, da smo na pravi poti in da je to potrebno, ne. Ker vsi mi dajete en feedback, da prihajate v neke točke, kjer vidite, da je res neurejeno, ne. Tam, ko je pa urejeno, pa vsi koristite v sebi vpliv, ne, ker to je najbolj važno, ne. Okay. No, en tak neumen primer, ne vem, da smo enkrat v nekem srečanju slepih debatirali o tem, to se bo zdaj, če bo kdo vskočil, ampak o tem, da bi v Oštarijah, ali ne vem, kje smo se točno za katero lokacijo, da bi bili WC-ji tipno označeni, ne. Jaz sem se zgrozil, ker sem v končni fazi,
redki bi bili slepi, ne, to mogoče tako kot je prej, ne vem, če si v vasi doma, pa če greš v neko štarijo, jo pač poznaš in tudi veš, kje je WC, niti ne rabiš šlatati po vratih, ne, in to tudi ne boš počel, ne, običajno, če pa kamorkoli greš, ne, te pa ponovadi nekdo pospremi, ne, in to se mi zdi čist brez veze, ne. Drugo je pa pol, ko ti prejš do nekega lokala ali pa to, kar ste danes govorili, ne, da se neke stvari označijo, ali pa te table, ne, da jim teh informacij, tako kot je prej Igor rekel, ne preveč, ampak malo, ne, da so dosti jasne in sploh pa te table, ne, to recimo za mene je to fenomenalno, ne, bi bilo, ne, če bi to vedno bilo, da bi to nekako, kaj pa vem, na nivo države, ko se neka stvar dela, ne, to bi mogla tudi verjetno zveza kaj narediti, ne, zato je tudi v nekem smislu imamo, da predstavlja vse slepe in da tudi na nivo države, da bi to nekako zakonili, da ko se neke, vsaj v javnem sektorju, ne, ko se neke stvari prenavljajo, da so te table, kaj pa jaz vem, kakšne črke, ne. Nekaj take, da lahko nekdo, ki še nekaj vidi, seveda, ne, ki ne vidi, mu pač to ne bo pomagalo, ampak ne vem, Sivko to, pa kaj jaz vem komu, ki še nekaj vidi, mu pa bo, če bo slučajno sam tja prišel, ne. In iz tega vidika je fajn, ne, in sploh pa jaz vesel za to tehniko, jaz pač bolj v tem smislu, ne, in to je moja želja, da se ljudje bi naučili, ne, uporabljati pametni telefon, računalnik, ne, ker ti je to veliko bolj dostopno, vidim pa, da se slepi tega, ker malo bojijo, da jih je, ne vem, ne, ampak vidim tudi, ker pomagajo še nekje drugje, to velja na splošno za vso starejšo populacijo, tudi pri tistih, ki dobro vidijo, ne, so tudi glede tega, kam rekel, zelo trdi in to res na začetku, ko sem to začel takole malo pomagati, nekako nisem to razumel, zdaj pa že počas tudi to zastopim, in da ljudje rabijo čas, ne, ampak je toliko fino, ne, ker ti je veliko več dostopno. Jaz dostikrat tudi videčim povem, da jaz bi bil nepismen, ne, dobro, vladam brajcu, ampak je praktično neuporabljen, ker delam vse z zvokom. In bi bil v bistvu nepismen, tako pa lahko, ne vem, z Igorjem, Dušanom, s komorkoli komuniciram po mailu, po SMS-ju, ne, s telefonom, ne, ker sem enkrat prisiljen, ko sem bil na posli, sem se mogel naučiti s telefonom pošiljati ne samo maile, ampak tudi priponke in vse. Jaz lahko, če se lotim, naredim isto, tako kot na računalniku, naredim tudi na telefonu. Seveda je veliko lažje, tako zdaj na tele škatli, ko imam fan tipkovnico, pa miško, pa to je veliko lažje, kot pa če to naredim s telefonom. Ampak lahko tudi to vse naredim, ne. In to je za mene, kaj bom rekel, neprecenljivo, da mi je to dano in da lahko takole zdaj tule preko Zooma se dobimo in upam, Dušan, da boste to ustrajali, kaj povem, do poletja, pa jaz sem čakal, kdaj boste to kaj prej začeli, ne novembra, lahko bi začeli, kaj pa jaz vem, oktobra recimo, saj, ne, ali pa ko je konc dopustov, no, evo, to veš kaj je, september je tukaj na zvezi, je zelo veliko dela, jaz sem imel, se pravim, precej dela do konca oktobra, tako da je bilo to problematično. Ja, neč, zdaj, a še bi kdo kaj, hvala Damjan, a bi še kdo kaj dodal? Benjamin, izvoli. Alt A, vklopi mikrofon. Evo ga. Pozdravljeni, dober dan sem skupaj. Ja, jaz prihajam iz Žunca in moram pohvaliti občino Cerknica, da mi je uredila zvočni semafor, tako da do trgovine bi lahko komot prišel. 10 minut potrebujem peš do trgovine. Upam, da bom zdaj spet lahko kaj kmalu začel uporabljati to pot, kajti zdaj so bile te razmere pa omejitve. Upam, da bo res se to nekoliko bolj sprostilo, da bom se lahko bolj naučil tako do trgovine priti, ker moji domači raje hodijo, kot sem jih pogruntal, bolj v večje trgovske centre, kjer se več dobi, več izdelkov. Tukaj imamo pa to trgovino za bolj klasične stvari, kot so kruh, meso in tako dalje. Glede prevozov, kar se tiče avtobusov, je, ampak
je bolj šloh zaenkrat. Ampak upam, da se bodo tudi te stvari v prihodnosti nekoliko bolje uredile. Super. Hvala lepa. Hvala, no daj, Jernej, povej. Ja, v glavnem, vsi lepo pozdravljeni. V glavnem, jaz sem pa, ko sem hodil še v službo, se spomnim, so mi pokazali tisto pot pač ob glavni cesti po pločniku, ne, in ni bilo problem iti. Potem sem pa enkrat sam raziskal eno pot čez en hribček tam, ki je praktično tisti hrib obdaja mesto, ne. In sem sam pač najdel to pot, enkrat sem začel hoditi drugam na Malco, kakor od začetka, in sem rekel, kam se pa tle gor pogleda, kam se tam gor pride, to bom šel pa pogledat po službi, ne. In grem sam lepo do vrha, se malo ozrem, kam pač pelje pot, levo, gremo tle, in sem prišel na našem koncu dol, na glavno cesto. To se mi je tako fajn zdelo in sem s takim veseljem tam hodil. No, vidiš. Pri nas doma pa, tam pa ni glih varno, ne rabiš tam hoditi, ampak jaz sem s takim veseljem tam hodil, ker je bil mir pred prometom in to je bilo super. Pa je še nekaj vidim, 1,5%, tako da je kar fajn. Zdaj sem pa v penzionu, ker imam pač epilepsijo, pa ščitnica mi ne dela dobro. Tako da, zdaj pa zaradi zdravstvenih težav raj gre mamica z menoj na sprehod. Dobro, ok, super, super. V redu. Se so zdravstvene težave pa. Še kakšna misel, še kdo hoče kaj povedati? Igor? Joža? Ja. Povej. Jaz sem hotel tako reči, jaz sem se enkrat probal na računalnik, pa mi ni šlo. Jaz sem bolj tehnični tip, imam raje mehanske stvari, pa grem raje v naravo, tako da v naravi uporabljam pohodne palce, za slepe na cesti pa čuno palco. In jaz še imam tudi doma uporabljam pohodno palco, tukaj polog pa to palco, kakor je. Pa zmeraj jo imam s sabo, tudi če poznam zaradi varnosti, ker sem že mrzkdaj na kakšne take ovire na letu, ki so bile neprijetne. Samo toliko. V redu, hvala Joža. Kaj smo še? Janeč, Igor, čeva končati, dej zaključna beseda je tvoja. Jaz bi se prvo vsem zahvalil za predloge, ideje, kajti to mi dosti pomeni, ker vidimo, da smo na pravi poti in da tudi vidim, da se tudi po Sloveniji nekaj dogaja. Predvsem vidim tam, ko se pogovarjaš, da so tudi pripravljeni pomagati. Moram pozoriti, tle je zakonodaja urejena, to moramo vedeti tudi strani države, ki jo pa se ljudje, mislim, predvsem tisti odločevalci izogibajo. Tako da tle ni zveza kriva, da te zadeve ne tečejo, ampak je zakonodaja urejena. Tako da problem, ki je, mislim, pogovor v lokalni skupnosti je zelo pomemben in ljudje morajo to začutiti, ampak vsi, ki ste povedali ogromno pozitivnih odzivov, kar je zelo pomembno in predvsem se mi zdi to, da smo na pravi poti in da moramo skupaj nadaljevati vsi v isto smer, da bomo dejansko izboljšali dostopnost ne samo za nas, ampak tudi za naše ostale, ki sedaj prihajajo, ki bodo to potrebovali, ker jaz zmeraj pravim, dajmo se pogovarjati o dostopnosti za vse funkcionalno, nikoli ne razmišlja samo o slepih in slabovidnih, ampak za pomagajo reševati celotno in potem bo tudi odziv lokalne skupnosti ali države drugačni. Jaz bi se vam res še enkrat zahvalil, da ste mi dali to možnost, da sem dobil od vas feedback, da smo naredili s tem projektom, bi rekel, nekaj novega, da smo se nekaj učili. Jaz mislim, da ta projekt je šele začeten in da se vsi iz tega projekta samo lahko učimo za izboljšave. Mislim, predvsem pa, kot sem rekel, kadar smo imeli v lokalni skupnosti, kad smo pozvali odločevalce, so se odzvali. Tudi društva so se odzvala in zmeraj smo poslušali njih
kajti fulkrat smo dobili tudi feedback, da se tudi naši člani njihovih društev, kar je zelo pomembno, in ravno skozi to zgodbo smo jim dejansko potem hoteli pokazati, da če se bo to izboljšalo, bo tudi več njihovih ljudi, pravzaprav več ljudi imelo možnost tako raznih udejstvovanj. Mislim, tako v lokalni skupnosti, kajti cilj nam je, kot vsi pravite, da dejansko lahko gremo sami v naravo, da se lahko vključujemo v razna lokalna društva, pa da lahko gremo tudi v trgovino. Še enkrat vam hvala za udeležbo. Ja, hvala Igor, hvala vsem, ki ste bili prisotni. Največ nas je bilo 19, no, zdaj jih je samo še 15, bi rekel takole. Naslednji teden se spet vidimo, tokrat bomo pa malo planinarili. Upam, da bomo dobili še, se pravi, Miha Jakopin bo in še nekdo pač iz Planinske zveze, pa še kdo od slepih in slabovidnih. Skratka, lepo se imejte. Enako. Zdravi in se vidimo čez en teden. Tako, lep preostanek dneva in lep teden. Adijo. Živajte, adijo. Adijo.